Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici bomo spoznali sramežljivega medveda, ki ga tišči kakat. Ubogi revež, mislite, da mu je uspelo najti primeren prostor, da se je lahko v miru pokakal? Predlagam, da se udobno in hitro namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kje kaka medved? Ko je sonce že navsezgodaj pokukalo izza obzorja, je globoko v gozdu sramežljivi medved Ben skupaj z žuželkami, pticami in čebelami spal na drevesu. Smrčal je glasno kot lev in sanjal o sladkem medu na svojih šapah. Najljubše njegovo mesto je bilo na vrhu krošnje, kjer je vselej spal z nasmeškom na obrazu. Ko pa se je prebudil, je glasno zazehal in pretegnil svoje tace, kot to počnejo medvedje. Prvo opravilo vsakega dneva, je rekel sramežljivi Ben. Spustil se bom po drevesu in šel kakat. Toda Ben ni maral, da ga pri tem opravilu vidijo drugi. Pri kakanju je rad bil sam. A kakor hitro se je spustil z drevesa, je bilo vse povsod polno drugih živali, ki so strmele vanj. Zato se je Ben sprehodil med drevesi, da bi našel kotiček, kjer bi se lahko v miru pokakal. Toda namesto tega je naletel na jato ptic, ki so svoje kakce spuščale kar v zraku. Potem je stopil za veliko drevo. Ampak so ga nesramno zmotili dihurji. Tudi na travniku se ni mogel sprostiti, saj ga je opazoval velikanski los. Ben se je obupom postavil na zadnje tace. Ni mogel več držati. Na pomoč, je zaklical v nebo. Moram kakati! Potem je opazil znan in prijazen gobček. Modra stara medvedka Breda mu je priskočila na pomoč. Ben, nehaj godrnjati. Obstaja mesto vzdolž poti, kjer se lahko sramežljivi medved brezskrbno pokaka. Slišala sem, da še nikomur ni spodletelo. Tako se je Ben kar najhitreje odpravil, kamor mu je svetovala medvedka Breda. Prebijal se je pod koreninami in preko vej in skozi prepleteno trstje. Potem se je ustavil in za hip pomislil. To ne more biti prav! Dokler se ni prebil skozi vejevje in zagledal nekaj, kar ga je na vso moč osrečilo. Glasno se je zasmejal. Končno je bil sam. Našel je čudovit in najbolj zaseben prostor za kakanje. Končno je zavzdihnil in se usedel. Kako lepo in prijetno skrivališče. Ni mi več treba hoditi po gozdu. Nato pa je zaslišal škripanje lesenih vrat koče. Joj! Ko je gozdar zagledal medveda, je glasno zakričal in stekel nazaj v gozd. Ben pa je samo zamahnil s taco in zavzdihnil. Nisem edini, ki je sramežljiv. Super pravljica, ni kaj. Še sam sem vesel, da je medved naposled le našel primerno skrivališče, saj se mi je zdelo, da ga na koncu že kar precej tiščalo kakat. In to je res lahko problem, kaj ne? Namreč vsi pijemo in jemo in posledično tudi lulamo in kakamo prav vsa živa bitja. Otroci,
V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici Veliko tekmovanje v kakcih, v kateri živali s svojimi kakci sodelujejo na tekmovanju. Uživajte in lep pozdravček prav vsem! Čau, čau!